Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Domžal. Pred nami je prva nedeljska tekma 34. kroga. Srečanje Radomelj in Rogaške nas čaka, boj za obstanek gre torej naprej. Rogaška po tednu, ki je bil zelo zanimiv za celoten klub, torej v gosteh pri Radomljah, proti temu klubu varovanci Oskarja Drobneta v tej sezoni še niso izgubili, na drugi strani pa jasno Radomljani, ki so bili včeraj razočarani zaradi remija Aluminija in Brava, to si upam trditi. V naši oddaji pod prečko, glasovanje pa poteka na Sportklubovi spletni strani, medtem pa Talison za Miča, dobra vizija Talisona, Mič gre v kazenski prostor, Mič podaja po tleh, potem je žoga zadela Kregarja v glavo, Talison. Rogaška je v tem koledarskem letu edino medsebojno tekmo v tem koledarskem letu dobila z 1-0. No, zdaj pa priložnost za Miča, to je vse le nevarno. Mič je v kazenskem prostoru in žoga mimo gola. 12. minuta. Rumeni karton si je prislužil Luka Brumec, že pa je hitro so se vsi z izjemo Miča vrnili v obrambo, tole pa je zdaj lahko nevarno, do strela Vokič in žoga mimo gola. Flis proti Miču, Kureš ima priložnost, vendar v bloku, tokrat dobro postavljen Dobrovoljc. Mozes podaja nazaj, Hrvoj na levo stran, Malenšek pred gol. Ampak tole ni zaključnega strela, pa napaka potem Flisa. Vokič je prišel do žoge, Korun do strela in na koncu gol! Veliko sreče v 73. minuti, ko je Ivan Krolo šel proti žogi po strelu Uroša Koruna in zadev za vodstvo Radomelj. Tretji gol za Krola v tej sezoni. Asistenco pa bomo pripisali Korunu in Radomlje vodijo z 1-0. Veselje domačih, tule je bil prekratek Ajdin Mulalič, odločno Korun na žogo, tule mislim, da je celo želel streljati, pa slabo zadev žogo. Darjan Slavic v petem poskusu do zelo pomembne zmage, čestitke za uspešno tudi branjenje ničle, tole je bilo danes zelo pomembno. Dva različna polčasa, pa sicer kako ste vi videli obračun, v prvem delu niste bili tako agresivni, v drugem delu pa ste si povsem zaslužili zmago. Pa ja, želeli smo biti agresivni tudi prvi polčas, ampak sposobni mi vemo, da to ni bil polčas, kaj smo mi sposobni igrati. Se pravi, ni se izteklo, bila je nervoza, bila je se pravi mentalna, psihološko breme. Menili smo se polčasu, da moramo več pokazati, da je treba stopiti skupaj, da je treba biti agresivnejši, da je treba zadržati žogo, da je treba nekaj pokazati. Enostavno to fantje so odreagirali, ni še to idealno, ampak zdaj v tem trenutku to ni pomembno. Pomembne so 3 točke. Mislim, da se je pri vseh videlo, da se je ta kamen od srca odvalil in da bo zdaj lažje. Zdaj bo lažje, zdaj bo samozavest se vrnila, zdaj bo situacija čisto drugačna.
Če gledamo še na tole tekmo, potrdili so vsi igralci, da če se ne znajdejo v zaostanku, da pa tudi lahko potem zaigrajo bolje, ne, s tem drugim polčasom, da ni bil potreben prejeti gol, da jih predrami. Ma ja, saj zavedamo se vsi teh situacij in najtežje je to potem prenesti. Lažje je bilo vse skupaj, tudi ta zdaj pomembna nula, se pravi zadaj. Najbolj me pa veseli to, res so stopili skupaj in v takih trenutkih moramo se zavedati, igralci izkušeni in tudi mladi nikoli niso bili v tej situaciji, borbi za obstanek, večina teh in to je ena ogromna izkušnja, če potrdimo te stvari, da se res izborimo ta cilj, bodo še močnejši, bodo imeli veliko izkušnjo za sabo. Še 2 tekmi sta preostali, kaj odnesti iz te tekme naprej, kaj še morda spremeniti, dodati? Pa nič, mi bomo vedno, kako smo do zdaj izhajali od sebe, se pravi, mi moramo biti pravi, absolutno več pokazati v napadu, to je želja, na treningu dobro kaže, res moram jih pohvaliti glede pristopov, glede samega pristopa, ampak zdaj bo mogoče lažje, zdaj bomo lahko to prenesli na igrišče, se pravi, kaj najbolj pomembno je, da še vedno izhajamo iz sebe, da se ne obremenjujemo z drugimi. Cilj je zmagati obe tekmi, obe igramo tako rekoč doma in potem, ja, malo smo odvisni tudi še od drugih, ampak jaz upam, da se bo nekje vrnilo in bo fantov nagrajeno. Darjan Slavic, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Oskar Drobne, tekmo ste začeli dobro, vse tako se je zdelo, pravi pristop, bili ste agresivni. Kaj se je potem zgodilo po odmoru v drugem polčasu? Fantje niso igrali tako, kot smo vajeni od Rogaške v spomladanskem delu. Ne, sej tudi prvi polčas ni bil v redu pristop. Mi smo mogoče bili boljši prvi 20 minut, zato ker so oni bili zelo slabi. Ker so oni bili v tistem krču in pač nismo kaznovali. Mi pa z eno besedo grozni. Danes grozni, ogromno napak, preširoki, slab duel, slaba druga žoga, brez ideje, sploh proti koncu tekme. Ne vem, niti enkrat nismo niti želeli umiriti, mislim, res, ne vem, grozni, danes so res slabi. Menite, da je dogajanje kakorkoli vplivalo na fante, morda celo preveč počitka, glede na to, kako so bili vajeni igrati tekmo za tekmo v prejšnjem mesecu? Kaj bi bil razlog za to, da so fanti tako padli? Pa kaj zdaj, jaz mislim, da po vsej verjetnosti malo prepotentnosti. Tekmo so vzeli z levo roko. Povedal sem jim po času, da smo na 50%, da to ne zgleda, da to ni ničemer podobno. Drugi polčas je bil še slabši in si mogel dobiti gol. Se nemo kaj, zaslužena zmaga Radomljanov. Čakal si, da boš dobil gol, dobil si ga in potem niti nismo imeli na klopi občutka, da lahko kaj več naredimo. Robert Pevnik, strateg Aluminija, se je ogledal tekmo z roba igrišča oziroma s tribune. Kaj menite, kaj je lahko danes nekako povlekel neke zaključke? Najverjetneje mešani občutki tudi pri njemu, ne sploh glede na to, kaj je Rogaška kazala v prejšnjih tednih. Pa dobro, to je, bom rekel, naša z naskokom najslabša tekma v spomladanskem delu. Je pa v ključnem trenutku, imeli smo eno menj žogico, nismo izkoristili, še vedno imamo vse v svojih rokah, bo pa veliko težje, normalno. Naslednja tekma je, bom rekel, moramo dobiti in potem bomo čakali rezultate. Upam pa, da bomo igrali istočasno, ker vidim, da po razporedu ne bomo igrali istočasno. Želel bi si, da če je že borba za obstanek, da se igrajo tekme istočasno, da ni kalkulacije. Najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Ivan Krolo, zadetek, za katerega vam čestitamo, pomembna zmaga, kako ste sicer videli tekmo? Pa tako je, jako bitna pobjeda za nas u borbi za opstanak. Rekao bi da smo ušli dosta loše u igri, loše u duelu što se tiče agresivnosti svega, ali onda smo se na poluvremenu presložili i izgledali puno bolje i eto na kraju nam je taj moj gol donio pobjedu. Koliko bo zdaj lažje v pripravi na zadnji 2 tekmi v novi sezoni?
Pa sigurno da je lakše čim imaš više bodova, ali i dalje je borba, i dalje je teško i ništa. Moramo pobijediti obe utakmice što su ostale i želimo ostati u lizi. Najlepša hvala in srečno. Hvala vama. Rok Pirtovšek, zdelo se je, da v prvem polčasu nekako prihajate v tiste situacije, potem pa v drugem polčasu povsem drugačen obraz Rogaške. Kaj se je zgodilo v tekmi, ko bi si lahko sicer matematično, kar se točk tiče, že zagotovili obstanek, kaj je šlo narobe? Ja, res je. V prvem polčasu smo imeli 100% priložnost, bili v bistvu kontrolirali tekmo. Videli smo, da zmaga nam prinaša že teoretični obstanek, da tudi točka bi bila dobra, ampak ja, potem pa drugi polčas res neprepoznavni, potem pa mislim pa ena odbita žoga in dobiš takšen neumen zadetek in ja, težko se je bilo potem vračati, ampak ja, še vedno imamo vse v svojih nogah in pač se bomo mogli na zadnjih dveh tekmah reševati. Je morda na kakršenkoli način vplivalo vso dogajanje okrog kluba na to pripravo na tekmo ali na igralce to nima vpliva? Ne, nikakršnega vpliva. Vedeli smo, kaj ta tekma prinaša. Vedeli smo, da smo v boljšem položaju od njih, da bi danes lahko naredili ogromno. Ampak ja, žal se nam ni šlo po načrtih, moramo se zbrati in se sedaj pripraviti na Aluminij. Rok, najlepša hvala in srečno.